Vsi vedo, da obstaja 6 vej ameriške vojske. Vojska, mornarica, marinci, letalske sile, obalna straža in vesoljske sile. In vsi predvidevajo, da se ameriška moč uveljavlja na en način, prek več milijard dolarjev vrednih letalonosilk, stealth lovcev, bataljonov marincev, ki razbijajo vrata. Ampak če si podrobno ogledate najnovejšo proračunsko zahtevo Pentagona, boste opazili, da nekaj ni čisto prav. Anomalija. Ogromna količina denarja, večja od celotnega letnega proračuna ameriškega marinskega korpusa. Ne pripada vojski, ne pripada mornarici in ne pripada letalskim silam. Financira urad, za katerega večina Američanov še nikoli ni slišala. Naloga tega urada je voditi naslednjo vojno zaradi Tajvana. Imenuje se Skupina za avtonomno vojskovanje obrambnih sil, na kratko DOG. Zgrajena je bila v tajnosti, o njej nikoli niso glasovali in predstavlja prihodnost ameriškega vojskovanja. Vprašanje ni, ali deluje, ampak komu odgovarja, ko deluje. Ko je Pentagon objavil svojo skoraj $1 bilijon vredno proračunsko zahtevo za fiskalno leto 2027, kar je več kot celoten BDP Švice, so obrambni novinarji naredili to, kar vedno naredijo. Prelistali so do dela o letalonosilkah in lovcih. Pregledali so skupne zneske in odšli domov. Toda v tem dokumentu je bila skrita postavka, ki je nihče ni pričakoval. Program F-35 se zmanjšuje na ključnih področjih. Gradnja letalonosilk se še bolj zamika. Starejše eskadrilje dronov Reaper se opuščajo hitreje, kot je bilo sprva načrtovano. Starejši sistemi se zamikajo, krčijo ali prestrukturirajo, a nekako se je skupni proračun vseeno povečal. Takšna rast se v obrambi ne dogaja. Ne v času miru in zagotovo ne v takšnem obsegu. Ne moreš zmanjševati števila lovcev, zamikati letalonosilk, upočasnjevati gradnje ladij in upokojevati stare sisteme, hkrati pa povečati izdatke na zgodovinsko visoko raven. Računica se izide le na en način. Ogromna količina denarja se preusmerja iz starega arzenala in usmerja v nekaj drugega. Nekaj, kar se ne pojavi v nobeni od postavk. Strokovne revije obrambne industrije so to spregledale. Tudi prispevki na kabelskih novicah so to spregledali. Tudi kongresni sodelavci, ki so pisali popravke, so to spregledali, ker denar ni bil tam, kjer so ga pričakovali. Torej, če Pentagon ukinja dele stare sile, hkrati pa porablja več denarja kot kdajkoli prej, se pojavi očitno vprašanje. Kaj pravzaprav gradijo? Kar je naredilo anomalijo tako nenavadno, ni bila le njena velikost, ampak tudi hitrost. Večje spremembe proračuna Pentagona se običajno dogajajo počasi skozi leta in včasih desetletja. Celotne kongresne kariere temeljijo na zaščiti obstoječih programov pred motnjami. F-22 je potreboval leta, da se je razširil. Razred Ford je potreboval leta, da so ga upravičili. Tudi ukinitev starih sistemov običajno postane politični boj z noži. Toda ta denar se je premikal drugače. Skoraj kot da bi Pentagon verjel, da mu zmanjkuje časa. To popolnoma spremeni pomen proračuna, saj birokracije opustijo inercijo le pod 2 pogojema, ob katastrofalnem neuspehu ali ob neposredni grožnji. Vsak dolar v Pentagonu ima svoj namen. Vsak oddelek, od vojske do vesoljske sile in obalne straže, dobi svoj delež. Vendar je poveljstvo za specialne operacije, ali SOCOM, drugačno. Izvaja najbolj občutljive misije v državi, protiteroristične operacije, reševanje talcev, neposredne akcije proti ciljem visoke vrednosti. Ima lastna pooblastila za pridobivanje in lastne poti za nabavo. Obstaja dolga zgodovina uvajanja sistemov, za katere nihče zunaj stavbe ne izve, dokler ne mine več let. V okviru tega poveljstva je bil urad, ki je imel v letu 2025 proračun v višini $225,900,000. Za proračunsko leto 2027 je Pentagon za isti urad zaprosil za $54,6 milijarde. In ta B ni tipkarska napaka. To je 24,000% povečanje v enem samem proračunskem ciklu. 12 mesecev. To je največje letno povečanje kateregakoli programa ali urada v celotnem Pentagonu. Primerjajte to z marinci. Njihova prošnja za isto leto je znašala 52,8 milijarde. Vsak marinec na bazi po svetu, helikopteri, amfibijska plovila, plače, usposabljanja, vse to je financirano približno v enakem obsegu kot ta anomalija. Ista proračunska prošnja je vsebovala še eno novost. Poseben izpostavljen proračun za avtonomne sisteme v celotnem ministrstvu za obrambo. Milijarde za zračne drone.
avtonomna površinska plovila, kopenske robote in programsko opremo, ki jih povezuje. Takšna količina denarja se ne pojavi po naključju. Vse v zvezi s tem je namerno. Cilj, lokacija, znesek. Nekdo v Pentagonu podpisuje čeke in odločili so se, da naslednje vojne ni mogoče voditi z obstoječimi zalogami. To preprosto ni dovolj. Sledi denarju in pripeljete do programa imenovanega Replikator. Večina programov Pentagona ima imena, ki so zasnovana tako, da jih pozabiš. Akronimi na akronimih. Ampak Replikator je drugačen. Ime nekaj pove. Pomeni točno to, kar se sliši. Sistem zasnovan za proizvodnjo tisočev enakih enot v velikem obsegu in hitro. Replikator je bil napovedan avgusta 2023. Cilj je v približno 2 letih razporediti tisoče prepoznavnih avtonomnih sistemov na več področjih. Ključna beseda je prepoznaven. V jeziku Pentagona to pomeni nekaj, za kar vojska pričakuje, da bo uničeno. Orožje, ki je dovolj poceni, da ga lahko izgubijo. Nasprotje letala F-35. Tradicionalni postopki nabave v Pentagonu potekajo prek JCIDS, skupnega sistema za integracijo in razvoj zmogljivosti. Tukaj potekajo potrditvene komisije in pregledi testiranj ter nešteti nadzorni odbori kongresa. Običajni časovni okvir za večji ameriški orožarski sistem je 7 do 10 let. Program F-35 se je začel leta 2001. Prva eskadrilja ni dosegla začetne bojne pripravljenosti vse do leta 2015. 14 let Replicator je ciljal na 18 do 24 mesecev. Da bi dosegel ta časovni okvir, je Replicator popolnoma preskočil JCIDS. Uporabil je posebna pooblastila za nabavo, ki jih Pentagon običajno prihrani za izredne razmere. Pentagon je obljubil tisoče sistemov do leta 2025. Analitiki, ki spremljajo program, so ugotovili, da je na ustrezni ravni pripravljenosti nastalo le nekaj 100 sistemov. To je bilo posledica težav s strojno opremo, težav v dobavni verigi in napak programske opreme med drugim. Nato je Ukrajina vse spremenila. Poceni kvadrokopterji so začeli uničevati tanke, vredne milijone. Kar se je leta 2022 začelo kot pričakovana ruska konvencionalna zmaga, se je namesto tega spremenilo v vojno, ki jo vodijo droni. Morski droni so potisnili nazaj črnomorsko floto, decentralizirana proizvodnja pa je prehitela tradicionalne obrambne izvajalce. Do leta 2025 je Ukrajina po poročilih proizvajala do 100.000 poceni nadomestljivih sistemov na mesec. Dron, ki stane manj kot rabljen avto, je uničeval orožarske sisteme, ki so jih gradili desetletja. To spoznanje je razbilo desetletja predpostavk Pentagona, saj bi ista enačba lahko delovala tudi v obratni smeri, proti ameriškim letalonosilkam, letalom in tankom. Namesto da bi ukinili program Replicator, potem ko je zgrešil cilje, je Pentagon razširil to idejo. Replicator ni bil končni program. Bil je prototip. In prototipi obstajajo iz enega razloga. Da preverijo, ali lahko povsem nov model preživi stik z resničnostjo. Pentagon se je med programom Replicator naučil nečesa, kar je bilo pomembnejše od zamujenih rokov. Naučil se je, da lahko Silicijeva dolina razvija orožje hitreje kot lahko tradicionalni obrambni sektor. Potrdi predstavitve v PowerPointu. Startup lahko v nekaj tednih preoblikuje strojno opremo ali čez noč izvede posodobitve programske opreme. Tradicionalno nabavljanje je bilo zasnovano okoli statičnih sistemov, ki so ostali operativni desetletja. Avtonomno vojskovanje se spreminja prehitro, da bi ta model lahko preživel. Avtonomija spreminja, kaj orožje sploh je. Večino sodobne vojaške zgodovine je bila platforma v središču pozornosti. Tank, rušilec, nevidni bombnik. Fizični stroj je nosil vrednost. Zdaj je programska oprema pomembnejša od podvozja, ki jo nosi. Okvir drona je mogoče zamenjati v nekaj urah. Avtonomni sklad, ki usklajuje tisoče sistemov, pa ne more biti. To pomeni, da Pentagon začne obravnavati programsko kodo na enak način, kot je nekoč obravnaval jedrske podmornice. Kot strateško prednost, ki lahko sama določa ravnotežje moči. Anduril, Shield AI, Saronic, Skydio. Večino so ustanovili programski inženirji in ustanovitelji zagonskih podjetij, ne pa tradicionalni obrambni direktorji. Anduril je najbolj očiten primer. Podjetje je leta 2017 ustanovil Palmer Luckey po prodaji Oculusa Facebooku, nato pa se je skoraj takoj iz virtualne resničnosti preusmerilo v obrambno tehnologijo. V nekaj letih je podjetje začelo pridobivati pogodbe vredne več 100 milijonov, nato pa celo milijard. Marca 2026 je vojska podjetju Anduril podelila pogodbo v vrednosti do $20 milijard za obdobje 10 let.
Podjetje ni osredotočeno na letalonosilke ali tanke. Njihov glavni izdelek je programska oprema, imenovana Lattice. Zasnovana je tako, da združuje podatke s senzorjev brezpilotnih letal, radarjev, satelitov, kamer in avtonomnih platform v enotno operativno sliko. Koordinacijska plast Saroje. Saronik gradi avtonomne ladje. Shield AI razvija pilote z umetno inteligenco. Skydio je povečal proizvodnjo taktičnih brezpilotnih letal, potem ko so kitajske sisteme umaknili iz operativne uporabe. Skupaj so ta podjetja oblikovala nekaj, česar Pentagon prej ni imel. Vzpostavljena je bila vzporedna obrambna industrijska baza, optimizirana za avtonomno vojskovanje namesto za nabavne cikle iz časa hladne vojne. Tvegani kapital je hitro sledil. Med letoma 2022 in 2025 je v obrambno tehnologijo priteklo več milijard dolarjev. Skladi, ki so prej vlagali v potrošniške aplikacije, so se zdaj začeli usmerjati v zagonska podjetja za avtonomno vojskovanje. Veliki glavni izvajalci niso izginili. Ne bodo izginili. Toda gravitacija nabave se je premaknila. Najnujnejši dolar Pentagona ne teče več v Bethesdo ali Arlington. Teče v Costa Mesa, Austin, San Diego in v 5 milijonov kvadratnih čevljev veliko ustanovo v podeželskem okrožju Pickaway v Ohiju, imenovano Arsenal 1. Tam je Anduril začel proizvajati bojne drone Fury marca 2026, 3 mesece pred načrtom. Industrijsko težišče se je začelo premikati stran od velikanskih ladjedelnic proti tovarnam robotike, programskim kampusom in proizvodnim linijam za drone. Pentagonov kadrovski sistem pa se je začel spreminjati skupaj s tem. Začeli so rotirati programske inženirje prek enotne obrambne platforme za dodeljevanje nalog imenovane Gig Eagle. Ne vojaki, ampak programerji. Približno 4500 inženirjev je bilo na rotaciji od začetku aprila 2024 do sredine leta 2025, pa se je to število povzpelo na več kot 13 000. Pentagon ni več rekrutiral samo vojakov, začel je rekrutirati tudi pasovno širino v obliki programiranja. Ne množična mobilizacija, ampak zgolj omrežna mobilizacija. Ampak čemu je vse to namenjeno? Kakšen sovražnik zahteva silo, ki je bolj podobna zagonskemu podjetju kot vojski? Odgovor je v Pacifiku. Desetletja so ameriški načrtovalci domnevali, da Pacifik pripada mornarici Združenih držav Amerike. 7. flota je bila prevladujoča sila v teh vodah od leta 1945. Ta predpostavka je umrla nekje okoli leta 2018. Kitajska ima zdaj največjo mornarico na svetu po številu ladij, več kot 370 ladij. Mornarica ZDA jih ima manj kot 300. Razlika se vsako leto povečuje. Kitajska ladjedelnica lahko zgradi rušilca v približno polovici časa, kot ga potrebuje ameriška ladjedelnica. Toda število ladij ni pravi problem. Problem je raketa. Kitajska je več let razvijala balistične rakete proti ladjam, DF-21D in DF-26. Namenjene so eni stvari. Zadeti letalonosilko na odprtem morju z razdalje več kot 1000 milj. Če te rakete delujejo po načrtih, postane vsaka ameriška letalonosilka, ki deluje blizu Tajvana, skoraj takoj tarča v večji vojni. Letalonosilka razreda Ford prevaža tisoče mornarjev. Izguba ene bi bila katastrofalna. Zato je Pentagon prenehal poskušati izenačiti se s Kitajsko po številu ladij. Geografija naredi past neizogibno. Tajvan leži približno 100 milj od obale celinske Kitajske. Vsaka invazijska flota, ki prečka ožino, ustvari kratko okno ranljivosti, preden enote vzpostavijo mostišče. Toda tradicionalna ameriška projekcija moči ima težave znotraj dosega raket. Bolj kot se ameriške sile približujejo Tajvanu, bolj izpostavljene postajajo. Bolj kot ostanejo oddaljene, težje je pravočasno posredovati. Stari model se podre zaradi geografije. Edina stvar, ki zapolni to vrzel, je množičnost. Združene države se ne pripravljajo več, da bi zmagale v Pacifiku samo z letalonosilkami. Pripravljajo se, da bodo bojišče preplavile stroji. Junija 2024 je admiral Samuel Paparo javno opisal to strategijo z eno samo besedo – peklenska pokrajina. Želim spremeniti tajvansko ožino v brezpilotno peklensko pokrajino. Če Kitajska začne invazijo, Združene države takoj preplavijo ožino z avtonomnimi sistemi, tisoči jih samo čakajo. Cilj je narediti kitajsko odločitev za invazijo tako bolečo, da si Peking premisli. Želijo kupiti tajvanski vojski dovolj časa, da se pripravi in utrdi. Želijo, da se ameriške konvencionalne sile premaknejo na položaje brez zunanjega pritiska. Številke, potrebne za delovanje Hellscapea, so osupljive.
Ožina vsebuje toliko avtonomnih sistemov, da nobeno kitajsko plovilo ne more prepotovati niti 300 čevljev, ne da bi prečkalo senzor ali bojno glavo. Predstavljajte si površino Manhattna. Vsak park, vsako ulico, vsako streho. Zdaj prekrite vsak kvadratni palec tega otoka s plastjo majhnih avtonomnih strojev, ki se obnavlja vsakih 10 minut. To je gostota, ki jo zahteva Hellscape. Avtonomno vojskovanje v takšnem obsegu nima precedensa. Ukrajina je pokazala delčke te prihodnosti. Hellscape te razširi v industrijski sistem. In industrijski sistemi ustvarjajo novo vrsto vzdrževanja vojaške opreme s hitrostjo strojev. Letalonosilna bojna skupina je lahko na misiji več mesecev, preden potrebuje vzdrževalne cikle. Avtonomno vojskovanje nenehno izrablja opremo. Droni strmoglavijo, senzorji odpovejo, baterije se iztrošijo. Elektronsko bojevanje pokvari programsko opremo in povzroči pregoretje komponent. Hellscape deluje le, če nadomestni sistemi nenehno prihajajo na bojišče hitreje, kot jih sovražnik lahko uniči. Tovarne postanejo del ubojne verige. Dobavne verige postanejo strateška infrastruktura. Programerji postanejo operativna sredstva. Nenadoma proračunske številke dobijo smisel. Pentagon ne financira več prototipov. Financira naslednjo generacijo vojskovanja. Financira proizvodnjo. Ker avtonomno vojskovanje deluje le, če sistemi že obstajajo, preden se vojna začne. Rožev ne moreš proizvajati potem, ko rakete že letijo. Toda tukaj se načrt zaleti v zid. Vsaka ameriška vojaška struktura je bila zasnovana okoli hitrosti človeškega odločanja. Udarno skupino letalonosilke v mornarici vodi en sam admiral. Lovsko krilo letalskih sil vodi polkovnik. Bataljon vojske vodi podpolkovnik. Vse so bile zgrajene okoli poveljniških verig, ki se merijo v minutah in urah. Teklenska pokrajina ne deluje po človeškem času. Če se na tisoče avtonomnih sistemov hkrati premika čez tajvansko ožino, noben admiral ne more posamezno odobriti vsakega spopada. Sistemi morajo prepoznati grožnje, usklajevati odzive in ukrepati v milisekundah. To zahteva povsem drugačno poveljniško strukturo. V tradicionalni vojaški strukturi se doktrina spreminja počasi. Ukazi se prenašajo navzdol skozi čine. Avtonomni sistemi lahko spremenijo svoje vedenje s posodobitvami programske opreme, ki se po vsem svetu uvedejo v nekaj minutah. Model za ciljanje, prepisan v Kaliforniji, lahko spremeni vedenje na bojišču v Pacifiku še pred sončnim vzhodom. To pomeni, da se bodo prihodnje vojne morda razvijale hitreje, kot jih ljudje lahko obdelajo. Ne zato, ker bi stroji postali zavestni, ampak zato, ker so programski cikli zdaj hitrejši od same vojaške birokracije. Lastna interna doktrina Pentagona o avtonomnem orožju zahteva tisto, kar uradniki imenujejo ustrezne ravni človeške presoje pri uporabi sile. Ta izraz je bil namerno napisan tako, da je nejasen. Prevod je precej preprost. Človeški admiral lahko potrdi niz pravil. Napadite vsako plovilo znotraj tega geografskega območja, ki izpolnjuje te klasifikacijske kriterije. Droni nato sprejemajo posamezne odločitve o napadu znotraj tega območja. To je edini način, da rojevanje v vojni deluje s potrebno hitrostjo. To je tudi velik odmik od načina, kako so Združene države v vsej svoji sodobni zgodovini dovoljevale uporabo smrtonosne sile. Toda obstaja pravni problem. Ustanovitev nove veje oboroženih sil ZDA zahteva akt kongresa, ne izvršnega ukaza, ne direktive Pentagona, temveč zakon, ki ga sprejmeta oba doma in ga podpiše predsednik. Najbolj svež primer je vesoljska sila iz decembra 2019. Za avtonomne bojne sile ne obstaja nobena podobna zakonodaja. Nobena javna obravnava ni ustanovila 7. veje. Nobenega glasovanja v kongresu. Nobenega uradne odobritve vojaške veje. Kljub temu je Pentagon že sestavil proračun. Zaposlil je osebje tehnološkega podjetja. Napisal je vojni načrt za Pacifik, kar odpira pravo vprašanje. Če kongres nikoli ni odobril nove veje, kaj sploh je ta stvar? Odgovor se skriva v organizacijskih shemah Ministrstva za obrambo. Pentagon ima obvodno rešitev. Imenuje se skupna delovna skupina, poveljniška struktura, ki za svoj obstoj ne potrebuje kongresa. To je isti mehanizem, ki je leta 1980 ustvaril skupno poveljstvo za specialne operacije. To poveljstvo obstaja še danes in Pentagon ga ponovno uporablja. In DOG je prav ta obvodna rešitev.
Pisarna v vrednosti 54-60 milijarde dolarjev, ki se nahaja znotraj poveljstva za specialne operacije, skriti cilj proračuna, ki je bil večji od proračuna mornariške pehote. Poročila, povezana s proračunom za fiskalno leto 2027, so DOG opisala kot jedro prihodnje poveljniške strukture za avtonomno vojskovanje. Enakovreden ameriškemu kibernetskemu poveljstvu. Uradno ni vojaška veja, a vse bolj deluje kot ena. Njegove hitre poti nabave in politično kritje strani konvencionalnih služb, ki bi se sicer borile za proračun. Različica za južno poveljstvo se že gradi. Avtonomno poveljstvo za vojskovanje južnega poveljstva ali SOC je bilo napovedano v začetku leta 2026. Neposredno bo sodelovalo z DOG pri operacijah brezpilotnih letal za boj proti drogam v Latinski Ameriki. 2 regionalni avtonomni poveljstvi za vojskovanje. Nobeno od njiju ni pravno priznano kot služba, vendar obe upravljata lastne brezpilotne sile. Edino, kar manjka, je uradno priznanje strani kongresa. In morda je ta dvomnost namerna. Je 7. veja vojske vsem razen v imenu. Sila brez stalnega imena jo kongres težje nadzira. Nadzor postane težji. Tudi tuje obveščevalne službe jo težje kartirajo. Rusija in Kitajska imata obe vohunski službi, ki se polni delovni čas ukvarjata z mapiranjem ameriškega bojnega reda. Vesta, koliko letal F-35 ima ameriško letalstvo. Vesta, koliko podmornic je na določen dan privezano v Pearl Harborju. Veliko manj pa vidita v enoto, ki nima svoje stavbe ali službe. Posledice tam segajo globje kot le do pisarniške dokumentacije. Enota DOG je bila sestavljena v nekaj mesecih in financirana iz proračunskih postavk, za katere večina Američanov še nikoli ni slišala. Namenjena je vojni, za katero večina Američanov sploh ne ve, da se Pentagon nanjo aktivno pripravlja. Tak način oblikovanja enote ima resnične posledice. Prva je nadzor. Kongresni odbori imajo ustaljene navade za nadzor obstoječih služb. Odbor za oborožene sile predstavniškega doma ima pododbore za taktično letalstvo, pomorsko moč in strateške sile. Ne obstaja pa pododbor za avtonomno vojskovanje. Senatorja Roger Wicker in Mike Rogers sta predsedovala odboru za oborožene sile predstavniškega doma. Oba sta javno opozorila pred odobravanjem tako velikih strukturnih sprememb brez jasnega nadzora. Nobeden od njiju ni ustavil napredovanja proračunske zahteve. Drugi vidik je izvedba. Urad, ki je lani porabil 225,9 milijona dolarjev, nima dovolj kadra za sklepanje pogodb, da bi v 12 mesecih porabil 54,60 milijarde dolarjev. Replikator že ni dosegel svojih ciljev. Obrambni analitiki napovedujejo, da bo DOG v prvem letu porabil manj kot 60% svojega proračuna. Tretji izziv je stopnjevanje. Letalonosilke in bombniki se premikajo počasi. Diplomatom dajo čas za pogajanja. Roj vnaprej nameščenih avtonomnih sistemov je programiran, da se samodejno vključi, ko je prag presežen. Politični voditelji se lahko znajdejo v vojni, ki so jo začele stroji, še preden je imela diplomacija priložnost. V zgodnjih 30 letih 21. stoletja bo razred Ford še vedno obstajal, vendar bo njegov profil nalog drugačen. Letalonosilke se ne bodo pomikale v tajvansko ožino, vendar bodo ostale zunaj dosega raket in pošiljale brezpilotne sisteme naprej. Služile bodo kot poveljniška vozlišča za roje, ki delujejo več 100 milj stran. Laovski piloti bodo še vedno leteli, vendar jih bo manj. Njihova naloga bo upravljati formacije avtonomnih spremljevalnih letal namesto letenja s posameznimi letali v sporno zračno območje. Marinci bodo še vedno aktivni, vendar bodo njihove desantne sile manjše in bolj razpršene. Obkroženi bodo z avtonomnimi izvidniškimi sistemi, ki zaznajo grožnje in jih napadejo, še preden katerikoli marinec stopi na obalo. Toda težišče se je premaknilo. Najdražja postavka v proračunu Pentagona ni več gradnja novega lovca ali nove letalonosilke. Zdaj je to gradnja roja. Boj, za katerega vsi v Washingtonu verjamejo, da prihaja, je boj za Tajvan. In nihče več ne verjame, da lahko struktura sil, zgrajena za 20. stoletje, ta boj zmaga. Zmagala ali izgubila ga bo sila, ki jo je Pentagon sestavil na očeh vseh. Za proračunsko postavko, ki je nihče ni opazil, znotraj poveljstva za specialne operacije, ki nikoli ni na glas povedalo, zakaj se sploh gradi. Vojaški rod v vsem, razen po imenu. Prvi strel naslednje velike vojne med velesilami bo morda sprožila naprava, ki cilje izbira hitreje, kot lahko ljudje posredujejo. Ko da bo odločila izid, še preden bodo ljudje sploh prispeli.
7. rod je že operativen, samo uradno še ni bila razglašena. Hvala, da ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč in če želite videti več takšnih videov, razmislite, da bi se naročili in vklopite obvestila. Resnično naredi razliko. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič v MapPacku.